Današnji večer je pravzaprav rezultat dveh izverov. En izver je ideja našega stolnega župnika, da enkrat mesečno organizira četrtkove večere pod skupnim naslovom Unum Verum Bonum Pulchrum. Ali mogoče v kakšnem drugačnem vrstnem redu, bo približno tako eno, dobro, resnično lepo. Namen tega je, da bi se zbrali ne samo člani te župnije, ampak glede na to, da je stolnica v Ljubljani neka posebna cerkev, neka prva cerkev v Sloveniji, tudi širši krog ljudi. Jaz vas zato pozdravljam najprej v imenu župnijskega pastovalnega sveta in te župnije. Drugi vir so pa slovenski katoliški izobraženci, ki že nekaj 10 let organizirajo tudi približno enkrat mesečno predavanja o zanimivih in aktualnih temah in na katera so pridobili že veliko zanimivih in kompetentnih predavateljev. Tako da tudi v tem imenu vas lepo pozdravljam. Hkrati se lepo zahvaljujem gospodu Jožetu Strgarju, da je prijazno sprejel naše vabilo, da na prvem takem večeru oblikuje ta večer. Preden začnemo, bi pa prosil župnika dr. Jožeta Pluta, da naredi kratek govor. Razmišljajoč danes med uradnimi urami, kar je sicer vrdo po eni strani, ker sem razmišljal o drugih stvarih, kaj naj danes zmolim oziroma prevedem na začetku nocojšnjega srečanja, se malo vrsko posvetim pismu, najprej v Novi zavezi, pa kar nekako ni bilo nič kaj takega, kar bi me navdušilo v zvezi z nocojšnjim večerom in gospodom Jožetom Strgarjem. Pa mi je potem se odprlo pri knjigi Modrosti. Tam sem našel v drugem poglavju zelo zanimiv odlomek, ki ima dva dela. Prvi nosi naslov Modrovanje grešnikov, drugi del pa nosi naslov Usodna zmota grešnikov. Prvega dela ne bom prebral v celoti, ker boste kmalu zapopadli, na čem je temeljni poudarek. Drugega, krajšega, bom pa prebral kar v celoti. Pa predlagam, da se za trenutek malo zberemo in naj nas beseda, pisano z veliko, navdihne in nam da kanček več modrosti. Smrt so povabili brezbožni z rokami in besedami. Za prijateljico jo imajo in po njej omedlevajo, še zavezo sklepajo z njo. Zato tudi zaslužijo, da postanejo njen delež. Ti namreč, napak misleč, pravijo sami pri sebi. Kratko in težavno je naše življenje in ni zdravila za človekov konec. Za nikogar se ne ve, da bi se vrnil izpod zemljo. Kar po naključju smo se rodili, pozneje bomo, kakor da nas nikoli ne bi bilo, zakaj sapa v naših nosnicah jedim, misel je le iskra, ki jo okreše v utrip našega srca. Ko bo ta ugasnila, bo telo ugasnilo v pepel. Duh pa se bo razblinil, kakor rahel zrak. Naše ime bo sčasoma pozabljeno, nihče ne bo omenil našega delovanja. Naše življenje bo prešlo kakor sled za oblakom, razkadilo se bo kakor megla. Dajmo torej, použijmo dobrote, ki so pri rokah, vneto kot v mladosti izkoristimo stvarstvo. Izbranega vina in dišav se navžimo, naj nam ne uide noben cvet pomladi. Ovenčajmo se s popjem vrtnic prede novine. Nihče izmed naših naj se ne izmika našemu veseljačenju. Povsod puščajmo sled za svojim veseljem, zakaj to je naš delež in to nam je usvojeno. Zatrimo pravičnega reveža, ne prizanašajmo vdovi, ne spoštujmo sivih las priletnega starca. Za nas bodi postava pravičnosti moč, saj šibkost očitno nič ne zareže. Zalezujmo pravičnega, ker nam je v napoto. In tako dalje. Potem pa zaključuje. Tako mislijo, a so bili zavedeni. Ker jih je zaslepila njihova hudobija in niso spoznali Božjih skrivnosti, ne pričakujejo plačilo za svetost, niti ne priznavajo nagrado za čiste duše. Toda Bog je ustvaril človeka za nepropadljivost
in ga naredil kot podobo lastne izjemnosti. Smrt je nastopila v svet po hudičevi nevoščljivosti, izkusijo pa jo tisti, ki sodijo v njegov delež. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Beseda je vaša. Boste brez mikrofona ali z mikrofonom? Najrajši bi brez, ker ne znam že to. Ja, najprej vsem lep pozdrav in tudi zahvala, da ste me povabili. Zahvala organizatorju, profesor Krajncu, zahvala župniku, da smem tukaj v vaši hiši izreči kakšno besedo iz časov, ker sem bil aktiven v tem življenju okrog cerkve, Trojnice in okrog vsega drugega. V Ljubljano sem prišel 17-letni fant leta 47. Od takrat naprej mi je bila Stojnica pravzaprav moja cerkev. Razen takrat, ko sem bil odsoten pri vojakih pa na kakšni specializaciji, sem redno prihajal v Stojnico k maši, tudi še danes, čeprav nocoj nisem mogel biti. In na Stojnico me veže cel kup stvari. V tistih časih, leta 47, ko je vse kar vrmelo proti cerkvi in proti veri, na Zadnjaško in tako dalje, smo v Stojnici poslušali kakšno pridigo, ker smo bili drugače in pravilno orientirani. Tukaj je deloval gospod Josip Šimenc, zame nepozaben pridigar. Je bil sicer malo, ni bil glasen, je bil bolj zadržan, danes ga najbrž ne bi več slišal, ampak takrat sem slišal vsako besedo in sem se marsikaj tudi zapomnil. Zelo rad je citiral novo literaturo z evropskega prostora. In med drugim se spomnim, kako je v tem času, ko je vsega imelo proti veri, rekel, da je prebral v neki najnovejši knjigi nekega belgijskega jezuita Tone Misel. Krščanska vera je za vse ljudi, za vse čase in je razumna. To sem se tako dobro zapomnil in s to prtljago sem šel potem v svet. In mi je hudo dobro strilo, da sem to tako prtljago imel s seboj. Potem je bil tukaj še enega, se spomnim, profesor Glinšek, France Glinšek, ki je bil tudi župnik, svetovljan. Francoz. Kako? Francoz. Francoski svetovljan. Resnično, to je bila noblesa. In cerkev je bila hudo zasedena, no, tako. Torej tako, imam spomine na ta čas in tudi danes, kot rečeno, rad pridem, nocoj nisem mogel biti pri maši, ker še malo prenašam, še malo in pri hladkih hodim po Ljubljani, kako se že imenuje, ne vem. In bom pa o prvi priliki spet prišel. Povem naj še to, za tisti prvi čas. Tisti prvi čas v mojem življenju sega od tega prihoda pa do županovanja, ko sem postal župan. Takrat se je zgodilo veliko stvari, dogajalo veliko stvari. Tudi
mi, kristjani, saj nekateri, nismo bili samo tiho in pohlevni in za pečjo sedeli, ampak smo marsikaj ukrenili. Veliko tega, kar je bilo, sem popisal v tej majhni knjigi, in je bilo, naslov ima treba je povedati, in je bilo to treba res povedati, kaj ti skoraj nišče drug, ali pa redko kdo upošteva tudi poanto krščanskega etosa, ki je bil vendar osnova za vse, kar se je dogajalo. Tako, to je zdaj tale čas. Zdaj pa seveda, kaj se je meni vse sorte, če posežem nazaj na čas in na dogodke, ki so se dogajale, in na ljudi, ki so jih srečeval, danes jih je cel kupček. Tukaj mi je kar nerodno, da moram, da se upam zdaj med vami, ker od nekaterih sem se tudi kaj učil, zdaj pa govoriti, ampak po drugi strani sem pa vesel in ponosen. Torej, ta čas in ti dogodki, ki so bili, znajo biti tudi koristni za danes in za jutri, če se jih bomo znali prav uporabiti. Najbolj nemarno je, če nekdo ali pa cela politična opcija reče, kar je bilo ni vredno nič, samo danes se začne čas. To je najbolj nemarno. Iz starih časov je treba marsikaj podoživeti, ovrednotiti, dodati nove stvari in tako. No in kaj vse sem počel v tistem prvem času, do županovanja. Tole sem se pa zabeležil, pa se nisem vse, ampak nekaj pa. Najprej ne rečem, da ko sem končal srednjo vrtnarsko šolo v Mariboru in sem se vrnil v Ljubljano, sem že naslednji teden dobil vabilo od profesorja Jožeta Plečnika, pridite v Trnovo. Preurediti moramo naš vrt, moj vrt. In res sem šel, sem pa bil znanstven v tisti hiši, ker mi je njegov nečak Karl Matkovič inštruiral, ko sem delal dodatne izpite, privatne, za nižjo gimnazijo me inštruiral. In sem bil torej nekako znan. In prva taka reč, preden sem sploh začel v službo hoditi nazaj v mestno razblarijo, sem šel k Plečniku. Tam sem srečal tudi Finžgarja. Finžgar in Plečnik sta se 3-4 na teden srečala v vrtu, imela sta eno klopco, in sta sedela. In Finžgar je bil baje popolnoma gluh. Ko pa je prišel sem, pa pravi, Plečnik je bil fin gospod, prav predstavljamo ti mladega gospoda maturanta in vrtnarja, je rekel Plečnik. Pa tako, ne glas, bolj potih. In Finžgar je pa rekel, boš vrtnar kot maturant, to se pravi. Jaz sem takoj razumel, da Finžgar takratne šole in takratne mature ni navedno, ne vem kako ceno. In tako sem spoznal, da je dva človeka. No, potem, v javnosti sem pa potem deloval na področju celotne hortikulture, potem je prišla vojaščina v Bitoli, potem tujina, ko sem šel v tujino, z vsem tem nahrbtnikom, ki sem ga že prej omenil, in sem se v tujini kar dobro znašel. Zlasti, pogledajte, marsikaj je važno, ko pridem na človek v tujino, in takrat je bil čas, ko se še ni dalo tako hoditi. Z velikimi težavami sem pa šel ven. Ko sem pa šel na neki inštitut v Holandiji in tisti personal tam je pač videl, da je prišel neki človek iz Titove Jugoslavije in dobim od nekoga vabilo za nedeljsko kosilo. Pridem tja
Najprej je povedal, da si je ravno vrnil iz Amerike, kjer je bil 3 ali 4 leta na specializiranem študiju o genetiki, ki je takrat vera, ki je veliko obetala in veliko si o njej govorila. In se posedemo za mizo, 2 mehna otroka je imel, ženo in kaj? Preden smo začeli jesti, smo molili. Zdaj pa pomislite, mlad človek, ki je napoln od tega, da je vera čist navaden opet, pa pride k znanstveniku z najvišjo izobrazbo takratno, pa najprej prijeli moli. Kako je to dobro vplivalo na mlade, na mene. In kako imamo zaradi tega tudi mi, sedanji kristijani, ko se tako razkrajamo, nalogo, da to stvar po taki in drugačni poti naprej vzdržujemo. Potem seveda prišla je tudi univerza, poroka, potem urednikovanje pri državni založbi, kjer sem izdal 2 knjigi strokovni. Ena je bila takoj prevedena še v ruščino, ker je dobila najvišji naslov, najvišje priznanje na Beograjskem sejmu, je bila v ruščino prevedena in tam sem prosil, sem rekel, če bi oni začeli, če bi hoteli založiti vrtnarsko revijo. Slovenci smo imeli od 13. leta naprej revijo Sadjar in vrtnar. V tistem času, ko sem o tem pa govorim, ni bilo pa nič česar. No in so rekli, ja, če se odpoveš honorariju za službo, za knjigo, ne. Se rekel, ja, dobro, če ne bo 2500 naročnikov, potem me honorar odpade. Tako, to sem, naročnikov bilo pa potem malo 5000, tako da je tisto švar se iztekla. No, ampak to je ena plat. Pa sem bil pa urednik in tisti strokovne revije, celih 10 let, hkrati sem bil angažiran pri Mohorjevi družbi. Celjski. Takrat v tistem času, to je bilo leta 1969, sem dobil poseben odlog od mariborskega škofa, Držečnika, še zdaj imam ta odlog, da sem imenovan za člana odbora Celjske Mohorjeve družbe. Tako je takrat bilo. Zato to poudarjam, da je bil še neki red. In tam sem kaj hitro postal ne samo nekako aktiven, ampak tudi urednik tako imenovane znanstvene knjižnice. Ker je šlo cel serija knjig, danes sem izredno vesel in ponosen, da je dr. Capudar tukaj, ker se bo spomnil, kako sem ga nadlegoval njega in še mnogo drugih, okrog 80 Slovencev, ki smo v tistih letih, tja do 80. ali pa do 85. skupaj spravili 3 zbornike z vsemi tematikami, ki so važne za življenja naroda in države. Vse je bilo napisano. Kasneje so vse to napisali novorevijaši. In tudi tega se skoraj nihče ne spomni. Zato... Tejara de Chardena. Kako? Tejara de Chardena sva spohala. Ja, torej, kakšne krasne knjige so išle. Zdaj pa moram še to priznati. Gospod Capudar je tega to prevedel. Bi morala iziti v moji knjižnici, znanstveni knjižnici, pa so se ta zadnji trenutek premislili, da gremo na drugo knjižnico, da ne spada k moji, ampak tako se ne šutka, samo da je šla, ne. In to je bila krasno delo. In lep honorar si dobil. Za tiste čase. Za tiste čase je bilo to velika reč. Pa vsi drugi zborniki, to je bila velika reč. Se so tudi po prvem zborniku se je skoraj cel mesec vlekla polemika. Neki Janci je pisal, jaz ne vem, kdo to je, iz Gorenjskega, odkot, je zmerjal nas, ker v prvem zborniku je bilo samo 12 avtorjev, samo 12.
in nas je zmeril, da smo apostoli, kakor apostoli iz Kristusovih časov in da se gremo isto, kot je šel Kristus, ne. To je bilo neverjetno. No, naslednji zborniki, pa kot je rečeno, tukaj med vašimi sedanjimi, tukaj sodelavci je samo gospod Capuder, drugih, no, vseh je še cel kup, veliko ni več živih. Jaz sem še nekako najstarejši. In tu so bile krasne stvari, vredne še ugleda in pregleda in vredna, da se umestijo v prostor in čas, ne pa da se kar zapustijo. Tako, to je tole bilo. V tem času sem seveda potem postal tudi samostojni podjetnik. To je bilo leta 68. Jaz sem najprej prišel v službo v Arboretum Volčji Potok. Ko sem bil v Angliji, mi je profesor Jeglič, ki je ustanovitelj Volčjega potoka, pisal pisma, imam najmanj 10 njegovih pisem, še zdaj jih imam, kaj vse se moram tam naučiti, kaj vse moram vedeti in kaj vse moram domov prinesti. Enkrat mi je pisal, da naj pošljem cepiče od jablan, okrasnih jablan, cepiče. In jaz sem tiste cepiče nabral, to se pravi, to sem moral pa na skrivaj narediti, ne. Odnesem na pošto, kaj imate noter, sem neko blago, in je šlo lepo skozi. Plačal sem za tist paket toliko, kot bi na srajco lahko si kupil, ne. Ker takrat to je bilo, imeti novo srajco je že nekaj bilo takrat. Dobro, čez 3 tedne me pošta kliče nazaj, pravi ste se pa zlagali. Tu noter je samo drva. In je odprlo in je vse tisto bilo že suho, ne. No, tako. Tudi taka reč se je zgodila, no, ampak to zdaj je pa stranska reč. Važno je to, da ko sem prišel domov, to je v istem letu, to je bilo sredi zime, kaj zdaj govorim, domov sem prišel pa poleti, sredi poletja 57. In sem tudi dobil službo v Volčjem potoku. Jegliča ni bilo več, bil je dal direktor, ampak meni ni dal nobenega posla, nikakršnega posla. Tam sem sedel, pa nisem vedel, ali lahko kaj počnem ali ne. No, tu je tipično za socialistični čas. Tu so nastajale službe, brez da bi ljudje vedeli, zakaj so in kaj morajo narediti. In komu odgovarjati, tega ni bilo. In jaz sem tisto službo skoraj 5 let, edino mi je nazaj držalo, da sem tam ostajal, ker sem v tistem času imel po celi Sloveniji veliko predavanj z področja hortikulture. Vsaj 300. 5 let sem bil tam, nazadnje sem se tudi poročal, družina je že bila 4 so že vekali. Ali je to zame prihodnost, da jaz to tam ostanem? In sem tega lepega dne se mi je posvetilo, fant, tu nimaš nobene prihodnosti, nekaj moraš narediti. Ali nazaj, kar bi tudi lahko šel, ker so mi celo vabili, z lepo službo so mi vabili nazaj. Zelo lepo, s hišo in avtom, z vsem. Ampak ostal sem doma in ustanovil samostojno podjetje. To pa ni bilo čisto preprosto. So mi klicali na občino, ena ženska je bila, tovariš Strgar, vi ste inženir, pa prakso imate, tu boste pa navaden obrtnika, je to čemu podobno. A preveč križim, ne dobro. No, jaz sem kljub temu ustrajal in potem so bile težave velike, ampak podjetje je raslo. In ko je se bližalo leta 90, je bilo že 12 zaposlenih. In delali smo po celi Sloveniji, pa tudi po Avstriji, 2 vrtova smo v Nemčiji naredili, nekaj na Hrvaškem.
dva na Tržaškem, pa drugače po celi Sloveniji, veliko tudi cerkvenih prostorov. Takrat so bili župniki, ki so veliko dali na zunanjo podobo okrog cerkve, takih zdaj ni več. No, ampak tukaj pa moram nekaj povedati, kar nisem imel namenu pripovedovati. Ampak te dni sem bral, ne vem kje, ta Strgar pa ni čisto takole, ta je bil tudi povezan s temi pa s temi, to je treba malo, ne. Je res, Kučan je bil dvakrat pri nas, ja, to je točno enkrat, jaz sem bil tudi dvakrat tam pri njem, ampak on je že imel vrt narejen. Jaz sem samo še, če je dobro, ne, sem rekel, da je dobro, ne. Ampak, pa je pa tudi Dolanc prišel. Dolanc je pa rabil nov vrt, vrtujko, ne. In mi je kje odpeljal in sem tako dalje. To se pravi, na ta način, tisti, ki zdaj to vedo, vsaj približno, potem se upajo še danes v leto 17, to je bilo letos. Enkrat tam okrog Božiča, a ne, okrog novega leta. Ta Strgar pa nima čiste preteklosti, ne. Dobro. In res, glede tega je res nimam. Ampak, glede Dolanca pa moram še to povedati, ker so že, to so drobnarije. Ampak so značilne za tisti čas, veste, to je ne veliko tega. Nekega dne me Dolanc pokliče po telefonu, da naj pridem tja. Jutri, če prijete popoldne. Jaz nisem niti točno vedel, ampak sem našel, kje je tam v Murglah. In smo šla malo po vrtu, pogledamo je tazga psa. Ni bilo nič posebnega, pravzaprav sem pa še malo sedla. In smo se usedla za takole mizo, pa s takim velikim pladen je prinesla gospa pladen do vsega samega dobrega. Zdaj sem še malo založila, kome smo tole malo naprej, prinesla pa še eno tako skledo nekih plodov na mizo. Pa pravi, tovariš Strgar, a so to brusnice? Ja, podobne so, pa se nisem upal reči. Delal sem je malo večji plodovi kot brusnice po naših gorah, ne. Sem rekel, veste, ne upam se reči, če bi lahko malo vzel, pa še šel s tistim domov. Doma pa vmes je bil še en listič, sem takoj vedel, da to ne morajo biti brusnice, ker listič je bil kosmat. Pa sem pa še imel prijatelja v tanjšnjem vrtu, sem rekel, a ima brusnice kosmate listke, prav ne. In sem vedel, da to niso. No in pa sem to samo na takle papirček napisal z roko, nisem imel časa niti natipkati, pa tudi ja nisem imel časa, pa sem Andreja sina, sem rekel, dajte tole zapeli v Murgle. In jaz nisem šel zjutraj, že v 7:30, ne. In pova ni našel tiste hiše tudi ne. Ampak že oddaleč ga en miličnik klical, kar sem. Kaj sem hočel povedati? Kako so se te prejšnji dan miličniki zapomnili, kakšen avto imam, tako da so vedeli vse, da ni bilo treba, kako je to bilo vse zavarovano in koliko jih je bilo ne. Torej, tisti vic, veste, ko pravi, ko sta bila dva miličnika, dva prijatelja, eden je sedel v Tivoli na klopci, sedel, pa prije zraven drugi, kolega, prav, no Janez, sediš in premišljuješ. On pa pravi, samo sedim. To se pravi, niso bili samo taki, ne, so bili tudi zelo prefrigani, vse so imeli pod kontrolo in tako. Nimam pa dokumenta, me je zmeraj bilo žal, zakaj se nisem potrudil, da bi to vsaj na tipko pomil. Tako, no, to ni malo dobro. To so te drobne stvari. Zdaj, kje pa je gospod Krajnc? Tukaj. Zdaj, to je ta prvi del. Mi pa smo rekli, da boste kaj vprašali, karkoli. Jaz bi rekel takole, da dokončate. Ja.
potem bi bila pa seveda diskusija oziroma vprašanja publike. Tako da jaz zdaj predlagam, da dokončate, da greste naprej. Zdaj pride na vrsto županovanje in stvari v zvezi z županovanjem, potem pa še kratek pregled tega, kar je bilo potem. Gospod Strgar je bil eden prvih, ki si je upal tudi pravzaprav organizirati, recimo krščansko skupnost v družbi, ki tega takrat še ni dopuščala. Tako da je veliko zanimivega z tega področja in jaz bi prosil, če nadaljujete, pa bi na koncu potem vse skupaj to. Ja, županovanje, vse. Župan pa nisem želel biti. To nisem imel niti sanjam, niti bi bil župan. Takrat je moje podjetje imelo veljavo. Imel sem prve objave v nemški reviji, znani nemški reviji, prve objave, dolge. In vse sorte navezave, medtem ko je bil Andrej komaj končal v šoli. Je bil sicer krajinar, diplomirani krajinski arhitekt, ampak brez prave. In tako smo se težko odločili, seveda smo morali vsi, zlasti bil, zadnjo besedo je imel, ne boste verjeli, Bučar. Smo šla s soprogo Olgo na predavanje na teološko fakulteto, pa pravi Bučar je bil zraven tam vse. A ste se zdaj že odločili? Sem rekel, ja, ampak sem rekel, tako da ne. Kako da ne, pravi. No, in nekaj bila žena zraven, ker ni protestirala, sem potem rekel, dobro, pa ne. In ko sem prišel potem na magistrat, veste, kaj sem bil najprej? Torej, upravljanje javnih zadev, to ni preprosta zadeva, ne. Evo, to je župan občine Vič. Dobar dan. Tudi ve, kako je bilo to komplicirano. Zlasti, ker župan ni imel nobene besede, tako v prejšnji čas. Takrat je bil predsednik občine, ni bil župan. A ja, socialistična zveza, partija, vse drugi so imeli vse tukaj. No, in jaz sem prišel v ta svet, ogromno ljudi na magistratu. Nekateri nisi, kaj delate, ni vedel povedati. In tako dalje. Ampak stare strukture, veste, in celoten ta kompleks pomladnih strank, tako imenovani demos, je takrat obstajal, ne? Nimao koncepta, nimao izdelane neke strategije, neke drže, nič. Tako da, jaz sem zelo previden, ampak zdaj tole dam pa oklipaj. Prosim, ne preveč resno imati. Ko nekatere izmed naših gospodov tako slavijo za tiste prve dni, prvotno obdobje, ko pa jaz vem, takole vem, da ni vedel nič. Ali pa zelo malo. Tudi jaz ne, tudi jaz nisem veliko vedel. Celo, gledajte, je prišel, ampak pri meni tole moram povedati. Pri meni je nekako, plaval sem zato, ker sem imel veliko znanstev po celi Evropi. Katoliški akademiki, ki smo bili zadnjih 10 let aktivni in povezani s celo Evropo, Pax Romana v Rimu, Akademischer Verband Österreich, Männerverband Deutschland, Hrvati, vsemi. Na naše prireditve so prišli ljudje, celo iz Anglije. Je prišel eden, pa ga ni bilo kam dati, pri meni doma bil, pri nas doma. Torej, imeli smo te in potem, ko sem jaz postal župan, ti ljudje so to zvedli, so množično prihajali, čestitati, gledati, kaj bo zdaj. In prišel je tudi neki novinar iz Sarajeva. Televizijski novinar je rekel, da je pravi. A je rekel, gospod, da se pa ne spomnim, ne. A poznate Ljubljano? Ja, so rekel. A, že vidim, da ne poznate Ljubljane zgodovine, vam bom jaz povedal, pravi. Pravi, v starih časih, v zelo starih časih, ni bilo na tem področju ni sesov, ne hiš, ne ljudi, nič. Samo ljudstvo so pa prihajala skozi ta prostor in so naletela na
Hazipote, ki so bili nekje zasajeni. Proti Mariboru, proti morju, proti Zagrebu. In tisti, ki so znali brati, so šli vsak svojo pot, oni, ki niso znali, so pa tudi spali. No, in no, in večkrat mi pride na misel, šmintana reč, če pomislim, kaj mi danes imamo v Ljubljani, koga volimo in kako masovno, imel kar prav. Imel kar prav. Dobro, to je bilo. Potem moraš, da so prišli novinari z vseh koncev sveta. Velik intervju do Kleine Zeitung v Avstriji. Dopisnik Frankfurter Allgemeine Zeitung, ja. Do vseh strani so prihajali, kajti bili smo, veste, to moramo malo nas vzeti, mi kristjani. Naša krščanska opcija je zmagala na volitvah, imela prvega predsednika vlade, imela prvega župana in še kup drugih županov, imeli smo veliko odgovornost. In tujina je to videla. Kaj pa zdaj ti fantje naredili? A bo kaj zdaj, ali ne bo nič? Torej, jaz imam v lepem in slabem spominu tiste čase. Iz Avstrije, Avstrijci imajo menda iz prve vojne neko združenje konjenikov. To je moralo že biti nekaj boljšega, neko boljše združenje, ker cela delegacija je prišla s predsednikom na čelo, hoteli so prinesti veliko odlikovanje Janezu Janše. Janše pa kjer ni bilo, nišče ga ni mogo poiskati. In so še potem k meni, a bi ga vi tole vzeli, tole odlikovanje, pa boste potem Janši dali, ne. Jaz sem rekel, prosim, pa sem ne. Torej, tega je bilo toliko, ampak tukaj ne smem pozabiti še kakšno zadrego. Veliko zadrego. Takrat, to je že bilo, mogoče že malo pozneje, ko so prihajali k nam bosanski begunci. In smo zbirali in smo to povedali tudi evropski javnosti. Ogromno stvari je prišlo. Ogromno. Cel sistem tovornjakov je prišel iz Francije. Dunajski župan, ne Dunajski, Celovški, ja. Celovški župan Guggenberger. Mi je enkrat sredi noči, ob 11. po noč klice, prav kolega Srgar, jaz sem prišel do Šentvida, pa se mi je avto pokvaril, guma je tam popraviti. Grem tja, se rekel, zdaj pa kje pa imate rezervno kolo? Prav, kje bom to vedel, ni vedel. Ampak, kaj je bilo? Kaj hoče povedati? Ta mož lastnoročno s svojo soprogo je peljal poln avto kombi, zavrhnil nabasan samo moko. Za tiste reveže. Tako da, to je, ampak to si nekako dobro izteklo, pa smo tisti avto Lindar popravili, sem ga peljal, Ameze in tako dalje, da smo popravili, ampak nekaj drugega. Moram povedati, da se na tiste, ki se zdaj v politiki, ali pa se pripravljate, da boste na politiki, kako važne stvari so to, da si na svojem mestu, kakor je treba. Enkrat je prišla ena večja skupina, 5-6 ljudi iz Nemčije, iz Wiesbadena. Wiesbaden, to je pomemben kraj v Nemčiji, ne. Da bi prišli pogledati, kaj bi oni lahko pomagali nam, če imamo probleme v Ljubljani, v Sloveniji in oni, ko bodo hkrati. Kje se dobimo? In sem sklical sestanek v hotel Unionu.
se odobimo v te volje. In sem povabil predsednico, ženska je bila, pa je ne vidim tukaj danes, ne, čeprav bi tudi povedal, ne, ker to je pa nekaj tako, bi rekel, vidnega. Ta naša predsednica je prišla v Union, našminkana, nam obložena tukaj, ni bilo za gledati. Izbirali smo pomoč za oboje. Ja. Nisem vedel, kaj bi naredil. Prišel sem na stanje, da nisem vedel, kaj bi naredil. Dobro, tudi taki se bili. Ampak na mojem županskem mestu sem potem, kot rečeno, najprej sem odprl ta vrata na široko, da lahko pride kdorkoli, kdo želi priti na magistrat, naj pride. Zlasti sem pa javno pozival vsa ta združenja. Šoferje, miličnike ali pa policije, policajci in tako dalje, duhovnike tudi. Vsi so potem k meni hodili, da so celo leto trajale, da so se vse te delegacije zvrstile. In to je bilo lepo. To imam, jaz še sebe sprašujem, kaj si pa pametnega naredil. Imam to poanto, da sem odprl vrata vsem tem ljudem za velik dogodek. In vsakemu, ki je kaj pisal, sem odgovoril. Razen enemu. Ne vem, zakaj enemu človeku nisem odgovoril in zdaj po 20 letih mi je očital, da mu nisem odgovoril. Ja. Tudi to se te zgodi, da mu nisem odgovoril, čeprav sem redno odgovarjal. Imel sem pa 3 dobre stvari, sem pa imel na magistratu. Prvič, krasno mizo, da so ljudje, ki so prišli na obisk, se obsedali z nami ob mizo. Drugič, imel sem dobrega in zanesljivega šoferja in dobro in zanesljivo tajnico. Vse iz starih časov. Iz novih časov sem iskal kakšne ljudi nove. A mislite, da sem kaj dobil? Ni govora, nič nisem dobil. Enkrat sem dobil eno priporočilo od enega župnika za eno važno mesto na magistratu. Pa sem preden sem tistega župnika, tistega fanta, možak je že bil, ne, sprijel v službo, sem se še malo zanimal okrog in ugotovilo se je, da je malo še zles. Da ni z njega nič. Zna veliko govoriti nekakšnem sestanku, drugega pa popolnoma nič. No, hvala Bogu, ga nisem vzel. Imel sem pa eno drugo smolo veliko, si pa ne eden ponujal iz socialno-demokratske stranke, ta je bila močna takrat, da bi rad bil poklicni podžupan. Ker župan je imel 2 podžupana. Pa en je hotel biti poklicni. In to sem jaz lahko odločil, a je to bilo prav pametno, ne? In jaz sem študiral, ali bi ga vzel ali ne, pa veterinar je bil, se mi je zdelo, mogoče pa bo kaj z njega. Pa mi je prišel doktor Kralj, Božo Kralj, ki ga najbrž mnogi poznate. Opozoriti, prav, da ne boste vzeli tega človeka. Ampak jaz sem se odločil, da ga vzamem, pa se ga vzel, da je velika napaka. Samo zgago je delo, več časa. Se pravim, to je, in sicer tako hudo zgago, da to ni za govoriti. Potem nazadnje se pa iz cime, pogledajte, v Argentino sem šel enkrat na strokovni kongres, jaz sem bil odbornik mednarodne združenje za urejanje in kreacijo odprtih javnih prostorov.
To je svetovna organizacija. In ta organizacija je imela vsake 2 leti en kongres. In enkrat ga je imela v Španiji, ne Španiji, v Argentini, v mestu Cordoba. No in Buenos Aires se je vstavil, potem pa naprej, pa spet nazaj. Tega sploh pa nisem vedel, ker nisem toliko seznanjen bil, da je tam veliko Slovencev. In so mi čakali na celem letališču, lep dogodek. In smo se zmenili, da ko pridem nazaj, da se spet tam oglasim. No in jaz sem se oglasil, rezerviral 2 dneva in priredili so krasen večer v cerkvi. In pogostitven po maši. In tam je nastopil krasen pevski zbor. Galos se je imenoval, spor Galos. Krasen pevski zbor. Pa nisem bil nič pripravljen, da bi ti ljudje sploh nagovoril. Človek mora že kaj vedeti, pa kljub temu, no, sem rekel, nekaj moram reči, ker se to bilo, jaz sem rekel, veste kaj, tak krasen zbor imate tukaj, da bi lahko tudi v Ljubljani nastopil v Cankarjevem domu, kaj če se zmenimo nekako, da pridete v Cankarjev dom? V Ljubljano, kakšno veselje. In pa smo se 2 leti pripravljali. No, ampak to je bila velika organizacija, treba je bilo, da bi denar, pa vse drugo. In zadolžil sem tega podžupana, ki delal samo z Gago, da bi on to prevzel. Pa seveda, to po mestu organiziral in je vse, pa sem posod pisal, kje naj denar dodah, ko je pa šlo že, ko je že do denarja dosti zbran, je rekel, vse denarja, vse je zbran, dovolj denarja, pa še nekaj rezerve. No, sem rekel, hvala Bogu. In potem so prišli, v Cankarjevem domu nastopili, na velikem slavnostnem govoru, mene niti omenili niso, ko so se zahvaljevali za povabilo in za to, da so lahko, mene samo tega, ki je to organiziral. Že takrat je bilo pa jasno, vsaj meni, da je nekaj denarja pogoljšal. Podjetja so dejala, za ta in ta namen, on je tudi kam drugam lansiral. No, ampak sem bil tiho, šele dolgo potem sem to začel tu pa tam malo pogledati. Tako da biti župan ni tako einfach, da je to zelo težko včasih, usodno težko, da ne veš, kaj bi naredila in karkoli narediš, je narobe lahko. Ali pa samo delno res. Ja, jaz bi rekel, govornik, zlasti reči v letih, mora biti čim krajši, ne sme preveč govoriti. Bom ta del zaključil in bom se še malo ozrl v čase po županovanju. Tistih slabih 5 let je to meni toliko stalo, da sem bil dobesedno fizično izčrpan tudi. In že prehlajen, kar naprej sem že bil prehlajen. Tako da ne morem več kandidirati. Za noben polno raznih vabil je bilo, kandidiraj, jaz sem se odločil, ne bom. In nisem. In kandidiral je Bučar pa Rupel. Dimitrij Rupel. Pa Bučar. Ja. Ampak mi smo, takrat, ko smo zapustili župansko hišo, moja generacija, moj tim okrog predsedstva in izvršni svet, mi smo imeli dovolj, oziroma kar veliko zbranega denarja. Pripravljenega, da bomo delali Mesarski most. Ja, no, tisti denar so potem moji naslednji vse lepo zapravili za razne druge namene. Gospa Vika je celo milijardo za neko
banko kupila, kaj je to, zgada, veš. Tako da denarja, to vse so zapravili in naredili pa nič, ne. No, to je bilo takrat, ko smo zaposlili. Potem pa, jaz sem malo to ogledoval, kaj vse delajo, in ko je Rupel po 3 letih se odločil, da gre za veleposlanika v Združene države, so kar naenkrat nastale nove volitve. Da ne gre na volitve, to ni govora. In je bila izvoljena Vika Potočnik. Ko je nadomeščala Rupla. Ampak pol leta, to je šlo pa samo za pol leta kasneje so bile pa spet redne volitve in za tiste redne volitve je pa prišlo zelo veliko vabil in nagovarjanj, da naj vendar ponovno kandidiram, da ne bom pustil, da bi to vodila Ljubljana neka taka ženska, ne. Točno tako. Prosim vas, iz kliničnega centra sta prišle 2 delegacije, eno za drugo. Mane pa slavim 2 tednih, enkrat 3, drugič pa možake. Nobenega nisem poznal. Gospod Stragar, morate kandidirati za župana. In ko sem nazadnje, pa marsikdo mi je še zelo nagovarjal, da naj kandidiram. Na vse zadnje sem privolil, ja pa bi mogoče res kandidiral že enkrat, ne. Ampak, preden sem se to dobro odločil in da je prišlo malo v javnost, je neka druga pomladna stranka imela svojega kandidata in Stragar je odpadel. In tisti drugi je pustil, da je bila izvoljena Vika Potočnik. In od takrat naprej imajo te ženske in te Jankoviči odprta vrata za same stvari, ki so obžalovanja vredne. Tako je to bilo. Ampak je pa neka stvar tudi dobra. Po tistem času sem napisal nekaj knjig, nekaj imam s seboj, pogledajte. Najprej sem se lotil tako, spomine. V tem 2 dobri strokovni knjigi, pravzaprav 3. Vse mi je to nekako teklo, tako da skupaj imam zdaj 8 strokovnih knjig, 2 takšne, torej to ne smatram za strokovno, to je pa spomini tudi ne, 2 takih, družbeni, potem tako, to imam to. Sem se potem večkrat rekel, in tudi mogoče kje zapisal, da je še dobro, da mi je dal drug prehitov, popolnoma neznan človek, da ni mogel biti izvoljen in tista druga naša stranka je mogla vedeti, da ne bo izvoljen, da so, če so bili malo razmišljali, so morali vedeti, da ne bo izvoljen, da bo Vika izvoljen, ampak jim je bilo to boljše, kot pa če bi bil Stragar izvoljen. No, in tako je zdaj ta stvar se sukala, tako je še danes. Kako bo naprej, ne vem. Malo bodo volitve, upam, da bo kaj boljšega, a je že kakšen kandidat ali ni nikogar. In eno je gotovo, če hočem, da bo Slovenija obstala kot Slovenija, se bomo morali hudo potruditi, da bi kaj dosegli. Pa ne samo z zapisovanjem raznih težav in dablot, ki so bile, in godrnjanjem. Ampak kaj in kako zdaj narediti, da bomo kaj prišli na zeleno vejo? To so zdaj pa to vprašanja. Onda ga je zdaj že toliko, da že ne veš, kaj bi še sploh bral. Od samega jamranja ni nič. In tudi, veste, v tistem času, pa že prej, v socialističnem času, ko je bil na čelu Načkov Šuštar, on ni niti oddaleč
dovolil, da bi se našo akademsko združenje bavilo s politiko. Tega ni bilo. In prišel sem veliko zadrego, nekajkrat, ampak eno zadrego bom povedal. Avstrijska ljudska stranka, ki je imela tudi svojo socialno akademijo. In tista akademija je prirejala razne debatne pa srečanja, in sicer z namenom pomagati krščansko usmerjenim ljudem v levo in desno od njih. No, jaz, tega 4-krat sem bil tam, povabil vse sorte z seboj. Enkrat je to bilo v Budimpešti, sem povabil Ovana. In Hrvati so imeli politične programe. Mađari so imeli politični program. Pa mi nismo nič nastopili, tudi nismo znali, nismo bili vajni, pa mi tajnik tega posebej zarekal, kaj vi nimate političnega programa? Sem rekel, ne. In ga res nismo imeli. Nismo ga imeli. Vidite, in tako smo prišli golih rok naprej in bojim se, da bo tako še naprej ostalo, kajti za vodenje političnega programa pa morajo biti ljudje, ki so korenjaki ali pa osebnosti, ki imajo res slovensko in krščansko zavest. Ne karkoli. Enkrat tako, drugi drugače. To moramo doseči. In vsa javna, in tega se tudi naši desni politiki, ki so zdaj na sceni, mogoče premalo zavedajo njih par glavnih stvari. Ne gre samo za to, da zmagaš in da si tam in da potem govoriš takoj drugače, pa tudi glasuješ takoj drugače. To je vse treba in vse je to res. Ampak gre za držo. Kaj si? Kam stremiš, da si? Kaj ti? Javna uprava mora biti najprej v skladu z našo slovensko avtentično kulturo, mora biti pravična in odgovorna, pri vsem tem pa tudi strokovno zahtevna. Javne stvari so strokovno izredno zahtevne. In če tako čas gledam, poslušam, vidim malo branja tako, nikamor odprtega, kar tako. Pa še nekaj se nas drži, veste. Enega uglednega človeka, to je že par let nazaj, sem imel dolg pogovor z njim in mi je razlagal, ker je vedel, kam spadam, krščanskim demokratom, mi je razlagal na dolgo in široko, tale vaš mlad človek, ki je poslanec, je imel dolgi govor in v tem govoru je naredil 4 velike napake. Se rekel, res, jaz ga nisem poslušal. Se rekel, gospod, zdaj vzemite svinčnik in papir in temu človeku napišite te 4 napake. Pa jih ni. In on je še naprej lahko brbljal, ta je pa naprej nezadovoljen. Takšno stanje je nedopustno. Kako to spremeniti, če bodo te vaši večeri, gospod župnik, kaj k temu pripomogli? Tako, jaz sem to veliko govoril, mislim, da kar preveč, čeprav imam vse sorte še za zabeležen, ampak samo zabeležen. Zaenkrat pa hvala, da ste me poslušali.